Ostalo nam je sedaj še nekaj minut, saj do 5:30 imamo še nekaj priložnosti za postaviti kakšno vprašanje, morda do predavatelja želiš kakšno stvar najprej dodati temu, kar je kdo drugi povedal, ali dopolniti ali kaj podobnega. Tako da nekaj možnosti, da povemo svoje mnenje, tudi še je, oziroma postaviti kakšno vprašanje, tudi morda za kakšnega prejšnjega predavatelja, ker vidim se vsi tukaj in je možno tudi koga še o teh predavateljih vprašati. Zdaj, prosim. Jaz pa eno vprašanje za kolega Obeja. Nisem čisto prepričan, da država ne potrebuje nekaj zaščite v odnosu do države. Univerza ne potrebuje zaščite v odnosu do države, da ima tudi sam nekaj takih posebnih izkušenj, pa jih ne tukaj razlagala in najbrž bi mi bilo bistveno težje, če ne bi bilo univerze, pač pa na nekem inštitutu. Ampak nisem hotel o tem. Hotel sem vas vprašati nekaj drugega navznoter, da tako rečem. Kaj pa naj bi avtonomija pomenila navznoter? Ker danes vemo, da nas nekaj prihaja do zlorab, imamo primere, da bomo navajali svoje, Primorske univerze, pa Mariborske. Torej, kaj je ta, kako naj se zaščitimo pred lastno avtonomijo? Ja. Dvomim, da bom lahko odgovoril na to vprašanje, ampak hitro. Kot prvo, avtonomija se po mojem toliko ne kaže v pravici, da se notranje zadeve urejajo po zakonih, ki veljajo zgolj na področju univerze. To je eno. Drugo pa to, mislim, da navzven, če hoče univerza zahtevati avtonomijo navzven, je seveda nujno to, da mora najprej navznoter pokazati, da je sposobna delovati v skladu z umnimi načeli. Torej, ja, mislim, da velja, v resnici se v tem pogledu univerza obnaša kot srednjeveška institucija v slabem pomenu. Skratka, to so naše notranje zadeve, vi se v to ne vmešajte. In potem je žal univerza, pedagoška dejavnost podobna zdravniški in verjetno deloma tudi pravniški dejavnosti, ki imajo notranje odnose urejene po svoje. Jaz mislim, da avtonomija univerze ne bi smela delovati po tem načelu. Skratka, ja, morali bi sprejeti veljavnost zakonodaje UMA in če hočemo delovati kot institucija najvišjih standardov, bi morali najprej zagotoviti, da se to uredi navznoter. Zdaj, kako? Prosim, izvolite. Pozdravljeni, Cednik Metod, Filozofske fakultete, na katero sem se prvič vpisala v akademskem letu 1967-68 in na takrat naprej opazujem, kaj je to avtonomija univerze, ki pa, oprostite, je ves čas politično interpretirana in v pol stoletja vidim, da je te avtonomije vedno manj in vedno manj. Glejte, to, kar je Sorbono študente pripeljalo pred policijske pendreke, je bilo nekako tole dejstvo. Kakorkoli že, tradicionalna akademska paideja je izobraževala tako strokovnjaka in hkrati intelektualca. To je bil ideal. Poglejte, potem pa pride do svetovnega političnega trenda tako imenovana funkcionalizacija izobraževanja, zminimalizirati ta del izobraževanja, biti postati intelektualec, za kar pa potrebujemo malo več in ne malo manj humanistike. Spomnim se, kako je o tem pisal Jean-Paul Sartre v svoje znamenitem govoru za
No in tukaj, gledajte, jaz vedno znova opozarjam, da je treba tudi v imenu avtonomne univerze paziti na to, da človekova potreba po izobraževanju ostane socialna, solidarnostna kategorija, ki ne sme biti transformirana v ekonomsko kategorijo, ker sem kot senatorka filozofske fakultete doživela, da nam je Bruselj OECD hinavsko predlagal veljavo šolnine. In so naši študenti takrat na filozofski fakulteti odločno rekli ne in ne in ne. Tisto, gledajte, kar je pa z Bolonjo problem, je pa točno to, kar nekoč v Jugoslaviji. Kakorkoli že, takrat, ko se je sesuvalo na vseh področjih, je politika želela z reformo univerze to, kar je spodletelo na področju ekonomije, ideologije, politike. Takrat nam je, kar nam, ki smo bili študentski organizaciji aktivni, lepo rekel, podpiram, imam simpatije do vaših idej reforme univerze, ampak zapomnite si eno. Nobena reforma univerze ne more biti substitut za vse ostale druge spodletele reforme, od ekonomskih, političnih, pa še kakšnih. Ko podpis Evropske ustave v Združeni Evropi ni uspel, podpis Evropske ustave, so se spravili nad nas nečim, kar naj bi to zadevo v Evropi koordiniralo, to je pa bolonjska reforma, ki je industrija izobraževanje, tukaj pa izobraževanje prehaja v ekonomsko kategorijo in ko smo prenavljali programe, se je tista spodnja vrstica glasila kompeticije. To je to, kar je kolega Kove odlično preanaliziral, zato pa zdaj prihaja znotraj univerze do enih idealističnih poskusov, da mnogi mlajši kolegi skušajo s sindikalizmom reševati to, kar avtonomija ne more. Končam pa s tem. Noben sindikalizem ne more biti substitut za avtonomijo univerze, kljub vsemu upoštevanju in priznavanju njihovega entuzijazma. Torej, kaj storiti, da bi se ta avtonomija univerze, ki je v slovenskem narodu, narod tako izobrazila od časov prve stanovske šole, Adama Bohoriča, Nikodema Krišeru dokazalo, da smo mi kot mali narod za vsakim svetovnim ravno na področju izobraževanja enakovredni. Dovolite, mi smo ekonomsko močni, geografski, na področju izobraževanja pa naše diplome, naše znanje je po svetu spoštovano, dajmo se tega zavedati in ohranimo to, kar imamo vse premalo, samo spoštovanje. Hvala lepa. Hvala lepa za ta prispevek. Bi lahko samostojno predavanje, če niso vas povili, gospod profesorica. Ko bo naslednji simozij. Sedaj bi pa samo še povabil predsednica Slovenske matice, da nam predstavi program za nocoj, ker s predavanji in razpravo še ni vse končano. Žur sledi. Izvolite, prosti, ne preprožanje. Ja, vprašam. Ali, ko si omenjala zakon o usmerjenem izobraževanju, to so bile že v času federalizacije države, konfederalizacije, pač slovenski zakon, in vemo, da so bili po nekaterih republikah to vrstni zakoni že prej sprejeti in da so seveda že pokazali svoje definitivne in da so v nekaterih republikah temu konceptu že odpovedovali, ko gre Slovenija, ki se je pravi uspešno upirala, tej uvedbi končno sprejela. A si pri teh razmislekih, kar si pogledala po teh verih, ki je naletela, da kateri od profesorov, pa kateri od teh govori in na ta način prosim, da se temu odreči, ker je tam, po Jugoslaviji že pokazalo svoje drastične posledice, ali smo bili tega razmisleka toliko sposobni, kot smo bili zdaj sposobni razmisleka, kaj ne bilo skrbno prinašati. Kolega, pa jaz, čeprav nisem feministični komandor, odgovorila, ti
Doktor Zajec, imate še posebej? Jaz sem večinoma gledala po zapisnih senatih filozofske fakultete in tam so bile razprave proti temu zakonu, ampak so bili preglasovani. Ne na filozofski znotraj univerze. Ne, jaz govorim o senatnih pogovorih na filozofski fakulteti, ampak tudi na filozofski fakulteti je na koncu podprta. Srečno tudi Graf navodijo v tem vedno, mislim, da je po tej reformi, jaz tudi spomnim, svojega profesora Bogografa navodijo, je rekel, da po tej reformi je ostala filozofska fakulteta edina gimnazija. Še profesor, prosim. Ja, samo zdaj bi rekel, te razprave so malce posplošene. Treba je narediti v kontekstu, v katerem se dogajamo. Mi to gledamo svojega nacionalnega stališča. Tukaj sta dve zadevi. Prva je bila, da je bil jugoslovanski izobraževalni sistem popolnoma nekompatibilen. Vi se z ena šolega, da bi sploh niste mogli pisati, kaj šole z ene republike za drugo, ker je nepredstavljivo. In zatem so stali povsem dobro namenjeni tudi veliki znanstveniki, kot je bil Pavle Sarič. Drugi je bil pa notranji srbski načrt, ker niso mogli disciplinirati Kosova in albanskega šolstva, so to, kot Italijani vedno rečejo, če hočeš reči, rešiti problem, ga razširi, da je ustavili ustanovno komisijo, da je bil pa torej ta načrt, da bi preko jugoslovanskega reševanja celotnega šolskega sistema rešili svoj interni problem odnosno od Albanci in Srbije. No, neko zmevno na to lahko rečemo, kar se je pred drugo svetovno vojno javljalo, Univerza v Ljubljani je leglo slovenskega nacionalizma. Takrat je bilo ta floskula, ki se je pohodila uporabljala. In tukaj bi tudi lahko kaj načnega prišel. Besedo ima gospod predsednik Slovenske matice. Prosim. Tukaj je bilo že povedano odbovne, vsi bi predstavki, koncert bi moral biti ob 6. v dvorani glasbene matice, so tukaj. Zdaj ne vem, ali so glasbeniki že tukaj. Znam je, da se pripravljajo. Ob 6. bo predstavljeno, da so minuto prejkeno. Prej mora biti. Imamo še čas razprav, imamo čas razprav, imamo še 6. razprav. Torej se ne treba nikam, ali bomo kaj nadaljevali. Oni se pridejo. Ja, ne vem, kjer to pa ne vem, pa ali varam, da to ne vem. Ja. Moram izraziti občutek nedorečenosti v naši razpravi o avtonomiji. Kljub temu, da se izjemno strinjam, da smo kontrolni v analizi značilnosti avtonomije za Ljublješke univerze v dveh smislih različnosti. Prvo obdobje avtonomija, percepcija avtonomije, motorska in mogoče kakšna druga. Smo pa izrazito neprodorni pri analizi času zbora. Ušla vam je primerjava, izjemno se strinjam z vami, večino časa govorim, zaslužil sem, da se ljubimo svoje, ko rečemo, ko je cerkev Gostina in Mercedes, ko je vrlo univerza, in so ustanovili avtonomijo na nov način, je še Hegel napisal, da je država katedrala duha. Slipamo morsko reči, država je bila svoje obdobje nacionalnih univerz od francoske revolucije. Jaz se pomem, da je prišla rekolonizacija, ko je lokovske politične padec in je država popustila proti neoliberalizmu, se je začel v 70-ih letih, in imamo novega, ki je zelo močnega, da so multinacionalni. A si upamo reči, one so katedrale duha, čeprav to je formalno politično institucionalnega zavednosti. In zato naši kadri radi delajo, ker imajo boljše pogoje delati v univerzi. A si upamo to reči? Ker to ne treniramo, mi treniramo trg na neokorporativni katolični način, rečemo, a ta trg tega treba uničiti. Ampak je tu, 200-300 let je tukaj, in zdaj končno bomo imeti, da v državi
starega mizarka največji duši. Si bomo tako različili, da bi dospeli mogoče do danes. Kaj še ne bi? Nisem slišal mene prav res sredinske observacije, kako bomo opazovati trg razen na grb nacistični način, da rečemo, pa ta kapital. Zaostaja. No, iz lastne izkušnje lahko povem, da tudi na univerzi, povarilih univerze, imajo največjo vrednost dela, ki so označena v skupini A3. In to so dela, ki prinašajo lastna sredstva in denar iz projektov iz industrije in proizvodnje in od drugod. To je paradoks, ampak se ga moramo... To je, niso najpomembnejša neka izvidna druga dela, ampak označena z A3. In to so tiste, ki prinašajo sredstva od drugod. Smem samo nekaj postaviti. Beseda. Dobro, v tem, kar sem povedal, sem se lotil samo tega globalnega večjega preloma med srednjim vekom in modernim vekom, med srednjeveško avtonomijo in moderno avtonomijo, vključno z moderno državo. Dalo bi se potem reči še marsikaj, ampak če gremo naprej, je verjetno težava v tem, da moderne institucije modernega veka razpadajo. Razpada najprej institucija vednosti, ki jo je danes težko integrirati v univerzo, tako da bi tvorila neko celoto. Razpada pa tudi država. Mislim, da je to, čemur smo priča zadnjih 50 let, zadnjih 100 let, zadnjih 50 let, v resnici to, da država v modernem pomenu izginja, da izgublja svojo moč. In da ja, tukaj se strinjam, se vedno bolj vračamo nazaj v srednji vek. Ta prihodnost ni ravno obetavna, ne vem, kaj se da tukaj narediti. Prosim, Vico Strgata. Ker je še nekaj minut časa, ki se vrnil vprašanju, ki ga je referent pustil kot odprto, da mu ni jasno, kako je z avtonomijo na teološki fakulteti članici Ljubljanske univerze, kjer je veliki kancler, kako se reče, naš nadškof ali metropolit. Da ima še kdo druge univerze, danes na teološki fakulteti ali pa kje v zelo demokratičnih in naprednih državah še kakšno besedo, mislim, da ni osamljen primer, čeprav nimam popolnega pregleda za zadnje čase, ampak vem, da je marsikajšnji zelo demokratični, zelo zahodni družbi, da lahko deželni knez ali predsednik ali vlade ali države da dekret ali soglasje. Vem, da v Avstriji je vsaj bilo nedavno celo tako, da za mesto rednega profesorja je minister podpisal dekret in tudi določil asistente in sredstva raziskovalna. Tako da, kakšne so te omejitve avtonomije, ki so lahko kljub vsemu v nekih demokratičnih družbah omejene, regulirane in jasno, kako se pa to brutalno izraža, s tem vplivi, ali gre bolj samo na take častne tradicije, tega ne vem. Lahko samo, zdaj, če je neka praksa razširjena, to ne pomeni, da je samo po sebi dobra. Še zmeraj postane isto vprašanje, kako misliti razmerje zunanjega nadzora s pojmom avtonomije. Drugače bi pa rekel tudi to, da je za moje pojme, lahko da se ne strinjate, ampak vendarle to, da je deželni knez ali minister za izobraževanje vezan na, oziroma da končno aprobacijo, vendarle bolj sprejemljivo, kot če to da papeški odposlanec. Zakaj? Zato, ker mislim, da je država vendarle moderna država, moderna institucija, ki ima drugačen princip legitimacije svoje oblasti kot cerkev. Cerkev mislim, da ni moderna. Cerkev je predmoderna in v tem smislu v temeljnem nasprotju z logiko univerze. Zaradi tega, še enkrat, mislim, da je tisti primer spornejši.